Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima naslov Bolj šokanten vsebine. Danes v moji družbi kar dva gosta, ki skrbita za prave rockersko-nostalgične koncerte. Ona je lepotica, ki ljubi težke ritme, čeprav je v srcu zelo nežna. On pa glasbenik raskavega glasu, ki je poskrbel za številne hite, ki so praktično ponarodeli. V moji družbi sta člana skupine Rock Partizani Aleš Klinar Klinči in Karmen Klinc. Dobrodošli. Evo, drugo nam je uspelo. Dobrodošli. Za začetek me zanima ta povezava Klinc, Klinči, Klinar. A je to golo na ključe? A ste zbirali pevko Rock Partizani? Verjetno so bili goli nekateri, ker če tako pogledamo, Slovenija vemo, da je lepa, ampak pač pravimo skozi, da je mejna, čeprav to je danes ploskula. In verjetno od 15. stoletja naprej predvidevamo, da so se te večja plemena v Sloveniji med sabo parila in verjetno je potem bilo 5 familij v Sloveniji, pa so pa razne variacije bile, ne. Zdaj, en je bil Klin, pa je bil Klinar, en je bil Klinc, ne, in verjetno so v nekem sorodu, ne. Tako da otrok da smeva mi, če moramo ta pregled prej, veš, če so, koliko je DNK, pa vse te krvne zveze, pa to. Predvidevali smo si v sorodu. Vrednosti moja mrzla sestrična. Ja, nekje daleč. Si na K, to smo razčistili. Zdaj me pa zanima, prosila sem vaju, da vsak prinese 3 predmete. Tukaj je malo več. Kdo bo začel? Ker Karmen izvoli, ja. No, fajn. Ja, jaz v bistvu sploh nisem čisto točno vedela, kaj moram prinesti. Tako da sem prinesla nekatere stvari, za katere mi je Klinči rekel, da jih prinesem. Po kakšnem ključu si jih pa zbirala? Ampak, tako bom rekla, prinesla sem mikrofon, zato ker je v bistvu to pač ena stvar, brez katere ne moram, ne? Kot pevka, in to je v bistvu moj oseben mikrofon. Dobila sem za svojo okroglo obletnico, zdaj ne bom povedala, kjero, ne? Od Rock Partizanov. Takle mikrofon v bistvu enak kot je tale, ampak sem mi ga nažalost na enem od naših špilov mi ga je nekdo vzel. So si ga sposodili in tistega mikrofona ni bilo nazaj. In jaz sem za tisti mikrofon rekla, evo, to je pa pač tako darilo od mojega benda, da ko bo ta mikrofon svoj odslužil, bo šel pa nekam v eno vitrino. V glavnem, to se ni zgodilo, tako da evo, to je pač zdaj nadomestek, ampak vseeno mi pač veliko pomeni. Jaz bi sam še dodal, da pravi profesionalni pevci, ne, kot je Karmen, gledaj na to, da če je več bendov, recimo prejšel čas na mikrofone, ki je gor lahko še malo sendvič ali pa smrdi po raznih človeških vonjavah, tako da je v bistvu to higienično, če imaš svoj mikrofon samo, recimo. Okay. Ja. In moram reči, da sem tu zelo alergična, kadar si kdo uleti in si sposod moj mikrofon, pač tega res ne maram, tako da zdaj povem. Dvakrat rigne noter, Meni je to osebno tako, kot pač spodnje perilo. Pa še podpisanje, da ga res ne. Ja, tako, še podpisanje, ugraviran. To je pa naš srž poskrbel za to. Druga stvar je telefon. To je kar pogosto. Telefon je pač, bom rekla, ena taka zadeva, ki je nujno zlo, a ne, danes. In je skozi mano, ker imam gor in e-mail in ne vem, te razne Facebooke in pač komuniciram prek telefona skozi, tako da je taka obvezna zadeva, pa tudi daj, če se kakšna ideja porodi v glavi, imaš snemalnik, lahko malo zapoješ noter in imaš pač to vse v enem. Tako da je vse v enem in je računalnik in telefon in vse v enem v glavnem. Potem pa še tale CD? Ja, tale CD, to mi pa Klinči rekel najprej. Valjda. Klinči, moram reči, da tudi zelo podpira druge projekte, ki jih imam jaz tudi poleg Rock Partizanov. In to je en projekt, Venus 5, se imenuje 5 deklet smo, ko smo v Italiji posnele, smo iz 5 različnih držav. Smo posnele tale album in ja, lahko rečem, da sem kar ponosna, no, tudi na ta produkt. Gre za en tak unikaten projekt, kolikor sem se pozanimala. Iz 5 različnih držav ste, punce. Kako se potem sploh vidite, kako vadite? Smo iz Srbije, Švedske, Albanije, Italije in Slovenije.
Imamo pa bazo v Italiji, tam je v bistvu tudi naša produkcijska hiša in založba, tako da dejansko se v Italiji dobivamo, kadar je treba posneti album, zdaj se že drugi pripravlja, no, tudi se dobimo za toliko časa, dokler pač delamo na polno cele dneve, dokler ni posneto. Pred kakšnimi koncerti pa tudi 1-2 dni prej, 3 dni, to da se zvadi in potem gremo. Obiščeš kakšen koncert, Venus Faj? Zaenkrat, če nisem imel te sreče, ker je to, da grem jaz na špile s kolesom, malo predelač še bilo. Tako da bodo naslednjič bom morali šel z priti vlakom. v Ljubljano. Ja. Zdaj pa teh Ja, to je pa ciganski logor, ja. Ja, jaz sem zmetil na hitro se, sem gotovo, da niso samo 3 predmeti, pri meni je vse overdose, ne ponad, manj je več, pri meni ne velja, ne. Tako da zelo na hitro. To je pač že malo rariteta, to je od višine se zvrti, plata, plošča, LP, Martin Krpan. Tu pa ima že neke zbirateljske vrednosti, ne? To je v bistvu moja najljubša plošča od Agropopa, najbolj znana za domovino z Agropopom naprej, kjer so komadi samo milijoni in tako naprej. To sem jaz ful poslušala, ko sem bila majhna, sem znala A s plošče? Iz kasete. Ja, je bila tudi kaseta. Ampak včasih, recimo, če na hit pogledamo, ne, LP je dal tudi eno drugo vrednoto, recimo ovitek, ne. Danes v bistvu je že CD, v bistvu že marsikdo ne ve, kaj bi čez njim, je v bistvu še zadnji nek produkt, ne. Ostalo je vse zdaj nekje v oblakih, ne, kar se glasbe tiče, tle so pa mogli, tle pa ovitek, kot bi rekel, to bila tudi slika, ne. Če nadaljujemo, to moja solo plošča, se je posnel pred 30 leti za 50-letnico Klinar Aleš Klinčič Pešelj 6-3, kjer smo se malo tudi oddaljili od tega, kar počnem, pa malo smo dali še komade zraven. 2 lepe majice od Agropopa sta, ta je bil od leta 2000, to je pa naš prašič, življenje je žurka, ta je še v redu, drugače sta pa 2 prašiča, ki se igrata tudi na enih majicah. To je najnovejši LP od Rock Partizanov, jubilejni, ki smo ga zdaj izdali ob 20-letnici. To je Firecajk, Rock Partizani, to je Pirat za flaše, Rock To so pa Partizani. obvezna oprema. To je mrč, ne bi rekel, ampak pač še beže čakamo, no. Je fajn, ljudje hočejo imeti to robo, ne, da mi nismo, a veš, kot ti bendi za mlade, ne, bolj veliko mlajše, no. Ti naši starejši mladoletniki pa prav pride to odpirati za flašo, je dobro imeti Firecajk, mislim, ne za cigarete, bog ne daj, ampak če si v naravi, ne, Gre za preživetje. ne? preživetje, če imaš un tabor, preživetje. Ali pa za romantični večer, Kaj lahko še komade, pokažem? svečke pa to. Prvič lahko pokažem iPhone, to je ena firma, taka korejska, mislim za telefone, model Najnovejši. 16,5, prototip, predvsem manjši, pa nič ne dela, samo SMS-e. in Ampak baterija je pa večna. kamere ne? ni. Baterija je večna, tako kot smo večni, mi trije in mladi. No, to je ta ciganski logor. Ja. Carmen, prej si omenila, da si... Pa domači šnop sem pozabil, 2 deci. Da si, no, ni šnop, da ne bo kdo res. Ja. Carmen, omenila si, da si poslušala Agropope. Kako pa je bilo potem, ko si pa kar naenkrat stala na odru z Alešem? Ja, še se spomnim tega prvega špila, je bilo kot včeraj. Kako ste prišli sploh skupaj? V bistvu spoznali smo se na ljubljanski tržnici, Na špilu od mafov. na špilu od MAF. Tega je zdaj pa že 9 let nazaj. 9 let 9 let nazaj. nazaj. In je bilo tako, da sem jaz našla tisti večer z 2 prijateljoma na sladoled v centru Ljubljane. In eden od teh prijateljev je poznal Klinčija in so se srečali, no, kaj ti zdaj gor, no, pa Klinči prav, ja, veš, pevko rabo, pevko bomo iskali. Pa prav ta kolega, njej reče, ona poje, ne, zakaj ne reče. In Klinči je vzel en robček, papirnat partiček, ne vem, in si je on to zapisal gor mojo telefonsko številko. Ura je bila že pozna. In sem jaz rekla, ja, bo on poklical, ja, pa kaj še s tem robčkom, to se bo, nos si bo obrisal, pa bo stran vrgel. No, in je pa... je bilo In je res drugače. poklical. In je res je minil sicer kar nekaj časa, no, tako da sem že čist pozabila na to. No, potem je pa en dan res poklical in je rekel, da bi zdaj pa to audicijo naredili in če bi jaz prišla na to audicijo. In sem pol prišla, ja.
Tako nekako. Zdaj je mislila že 9 let, Ja. Rok Partizani že 20 let. 20 let, res, da smo kar precej, bi rekel, članov zamenjali. Maj se bo sicer heca slišala, ampak od prve postaje sem sam še jaz. To se zdaj malo čudno sliši, ampak pač leta prinesejo svoje, tudi pač ljudje, ki pridejo tam nekje proti 50, ki je ena taka prekretenca, ne, lahko pač, no, vsi smo še frendi, tudi starimi člani in tudi recimo zdaj, ko bomo imeli ta špil od Svetličarni jubilejni, bojo tudi ta stari člani prišli, tudi Sloveni bojo igrali na odru, tako da je še zmer ta tim, ampak pač dekleta smo pa na vsake kvatre menali. Najprej je bila Darja Drobnič, potem Anja Bašer, kratko obdobje in zdaj Carmen Klinc ostaja že. Ki vztraja z vami. Koliko je 9 let? Ja, zelo bo malo, ja. Ja, smo kar dolgo prograši. Ja. So pa Rok Partizani nastali v bistvu ob tvoji 40 No, se letnici. to je pol se skrb smešanja. Ampak je pa eno vodilo mogoče v lifeu, da nenačrtovane stvari mogoče včasih celo boljš. Ker za svojo 40, ko sem jo zmeren z enima dvema bendoma, da bo muska, in sta pol oba dva imela neke, naenkrat dobila ne špile in sem ostal, ne vem, ponedeljek brez muske, se ko je to, no, brez muske, kakšen to žur, ne. In sem malo poklical na par frendov glasbenih, sem poznal, da so fajn muskontarji, pa če bi imeli čist tak jam sessionu za rojstni dan, so rekla, ajde, odri in mi ga žgemo tist večer, ne. In ko je bilo konc špila, oziroma mojega rojstnega dneva, sta dva odpovabili in pošla, ti kaj pa imaš to za en bend? Ne, to je samo za ta večer bend, ne. Ti, veš kaj, mi imamo pa drug teden na firmi neko žurko, ne privat, a bi vi pa šli igrati? So rekel, ne vem, to je bilo za danes, ne, za zvečer. No, potem je pa vprašan fantje, so rekli, pa gremo, to je vse cool, ne. In tako se v bistvu čisto začeli, še imena nismo imeli, pravzaprav spontano in to se je zdaj v 20 let razširilo, ne. Ko si omenil, najlepše stvari so spontane. Tudi Agropop je bila ena teh zgodb spontanih iz heca. To je bil v bistvu takrat, bi rekel, ustanovni, čisto začetka člani, pač Šerbi je bila za Bežigradom neka pač fama, pa ne se dogaja, so bile skozi žurke, ogromno ljudi se je zbirali, dosti zanimivih, bi rekel, takih likov, ne, ljubljanskih in tako naprej. In so bili neke ideje nebulozne in to in pol je bilo rečeno, dajmo to enkrat sam malo zabeležiti, ne na nek trak. Takrat še nismo šli v studio, ampak smo na doma na Kolutarja posneli na 3 prve komade, ni bilo še imena nič. Pole Poljanšek, ki je bil tudi zraven, je bil še pri Pankrti, jaz sem bil pri Krpanih, Šerbi pa ni bila planirana kot pevka, ne, ampak da je pač zraven ona kot matrona in da bo dali smo jo funkcijo, da bo imela vile pa ples čez, ne. To je bila pač osnovna funkcija, ne. Ker je bila pač, prej so le te zabave, ona je bila konferencije tega benda, ne. No, pa so pa slučajno ta posnetek odlutal na Radio Ljubljana, je bil takrat ne Radio Slovenija, in ga je en urednik pohopsal en komad in nas kliče, halo, sprejeti ste na pop delavnico, ne. Ko, a sprejeti, kaj? Ja, ta komad smo že uvrstili, imate že zajeti tja pa tja. Ja, pa mi nismo niti band, niti njemo imena in pa smo mogli to se pogovoriti, pa briga nas, pa gremo, ne. No, iz tega što se je bolj finale pop delavnice, to je bil pač komad Paradni tango, ki smo ga takrat v nedeljo v finalu izvajali. Takrat ni bilo interneta, ni bilo vseh teh cuci-puci, mama, kaka, lula in so ful si televizijo gledali takrat, a veš. Glasba je bila takrat, bi rekel, eno zelo močno vodilo za druženje. Če pogledamo tudi, gostilne so se zapirali in bifejo pol 10, čau, in si lahko sam še en špil naprej na zabavo, ne, ali pa v diskoteke, recimo, ne. Ni bilo tega, da so zdaj lokali do 2-3 zjutraj in je to že, ne, kdaj. Od 10 naprej do 1 so bile žurke na koncertih, ne. No, glavno, mi smo tam to odigrali in so nas že v ponedeljek klicali za nastop za soboto. Smo rekli, mi nimamo ne komadov, pa nimamo ne članov, pridite, no in pa smo šli v Zeleni gaj, to je eno znano plesišče, oziroma koncertno prizorišče na Primorskem, pri Gorici. In tam so igrali Guguji, tako lepo zrihtani, vse
Tako so lepo plesali, vse je bilo urejeno, pa smo mi gor leteli žagam, pa z sekiram, pa ne vem kva, skratka. Bili smo rahlo vinjeni, tudi moram priznati. In mi one 3 komade, folk je tako, ne? Ampak pa je bilo leto toliko trgan, da mi je bilo zanimiv. Še, konc, 3 komade, nijemo več. Še, organizator, niti še, ko ne igramo, nijemo več. Ajde, še enkrat se 3 komade. Še enkrat pičel, prijemo dol, gogo, in so se križali, no. Klinči, pa se pa polažek. Jaz sem bila vsem prej kukar v eni taki glasbi, ne, ker pa ni pankrti, ne, to. Pa ko se vidi, to je projekt Zajbancija, no. In ta Zajbancija se pol razpalila na 16 let. Iz 3 mesecev poskusne dobe. Tako. Si bila kdaj na koncertu, a si še premlada, da bi uživo videla Agropop? Nisem nikoli uživo videla Agropop. Pa si želiš, da bi takole ga poslušaš zgodbe? Definitivno si želim, da bi. Agropop pa je bil en tak projekt parodije na to vaško življenje. So vam kdaj zamerili, ne vem, narodno-zabavni ansambli, da je šlo za nekaj? To je bilo tako, ne. Mi smo imeli vodilo, da bomo, glede na to, da je Slovenija po naše, takrat bila, rečemo, 80% ruralna, ne, in da je to neko meščanstvo in malo meščanstvo je treba dati stran in kmet bo postal glavni v Sloveniji, ne. To je zdaj tako sliška, da bi pred 100 leti stala Slovensko ljudsko stranko. Bili smo Manifest, Prašič je bil kralj živali in tako naprej. In z teh stereotipov smo se pač hoteli malo dodati, tudi bi rekel ta, veš, ker recimo gasilec, da vem, kmet, mesar, skratka, vseh teh likov smo probali narediti. Jaz sem neko parodijo, ampak da jih kar pozdignemo, ne, te poklice, ki niso lih upevani bili blazno v skladbah, ne. Pol imeli so glavnem vsi komade o mamah, pa takrat je bil, en je mogel biti za rojstni dan, ne, z tega smo se tudi parodirali, pa v vojsko se je šlo, ne, to je bilo pa 3. zgodba, vedno je bil mogel nek komad, grem v vojsko, ne, in tist suze in to. No, iz teh likov smo se, bi rekel, je bila to iz teh stereotipov, tudi slovenskih, pa teh naših polka, valček, harmonika. In zdaj v mestu smo bili mi takrat v bistvu v začetka bolj popularni kot na vasi še. Recimo v Valentinu, ki je bila taka znana diskoteka v Ljubljani, kjer so hodile šminke, ne, da se razumemo. Je bila na prvem špilu vrsta dol, čez do hale Tivoli so stali, ker to je potreba pogledati, ne. Spravi, da so, je bilo to. In pa se je pa začela ta, bi rekel, po celi Sloveniji zgodba, kjer so pa nekje, tudi dobesedno je malo, če smo mi, pa je polka, je kraljica Vaček, še kralj Slovence pa vladar. Je bilo to neka vrste samo parodija, ampak tam je bilo pa to svetenja in so rekli, to je to, ne. Smo to, Slovenija, tako malo, ne, je bilo to tam Slovenija, ne. Za eno pesem me čisto zasebno zanima, vedno imamo zabave, ljubi me, ljubi divja zver. Odkje je, to vrtimo in vrtimo na željo enega mojega prijatelja vedno, odkje navdih za to? Ne men, ampak vedno to vrtimo in se sprašujemo, je bila to Šerbina kakšna osebno izpovedna? Kako je nastala ta pesem? Ta lirični del je, ko ona govori. Ta pesem je nastala, seveda spet kot parodija, ker pa nas je banka penih sluzastih ljubezenskih komadov, ne, ker se je kar cukar topil ven, veš, iz radija ali pa skjerkoli, ne. Smo rekli, moramo biti tudi mi eno ljubezensko in zdaj, da je pa Šerbi nekaj recitira, ne, ampak to zdaj, da mora biti ono klasika in je pač, ne vem, ljubi me, ljubi mojca moja, ne, je pač divja zver uletela, ne, in v spotu se je ona tudi v medveda spremeni, ne, tako da to so bili te momenti, res bi rekel, take zdrave zajbancije, oziroma niso vedeli, kje je pravzaprav meja tega sarkazma, kje je zajbancija, ampak to je bil pač tak cajt, ki so te razne zavore popuščale, tudi medije to sprejemal, ne, in živeli smo tisti čas, ki je bil divji, ne, in tak je bil tudi rezultat naše glasbe. Koliko tega pa bomo lahko videli tudi na jubilejnem koncertu? Na jubilejnem koncertu bo v bistvu tako, da
bo to neka retrospektiva od začetka, recimo mojih najprej, s Martini Krpani en del, potem bomo prišli mal skozi pevce in pevke, s katerimi smo sodelovali ali skupaj, ali sem pač delal z glasbo in tako naprej, bojo gostje. Potem pride Agropop obdobje, kjer bojo zelo zanimivi gostje, kjer bomo izvajali Agropop komade, ne bom izdal vsega, kdo bo, ker drugače brez veze, bom pa pol povedal vseh 25. In potem gremo že po tej erupciji in Rock Partizani, finale, spet malo z gosti, tako da bo, jaz mislim, res en tak, nam rekel sem retro večer, ampak da bo to od roka, popa, NZ-ja, zajbancije, vsega, ne? Da bo en res fajn žurka bo v bistvu, no, to si želimo. Ti si ves čas na odru, poznaš vse te pesmi, katero obdobje Aleša Klinarja te mogoče najbližje? To je pa težko. Ali pa najljubša pesem mogoče? Bi rekel, da že Martin Krpana, so meni zelo blizu, potem so ta Agropop, ampak je pač tukaj se tudi vidi, da je Klinči tak glasbenik, bom rekel umetnik, skozi različna obdobja pač mogoče tudi malo različno glasbo ustvarja, tako da je vsako obdobje za sebe pač nekaj posebenega. Kje pa se je tvoja glasbena pot začela in kako, odkje metal? Moja glasbena pot se je začela sicer že v otroštvu. Pri 5 letih sem nekako ugotovila, da želim peti in igrati klavir, tako da sem potem tudi obiskvala glasbeno šolo. Je pa tako, da sem odraščala nekako z rock glasbo. Pri meni doma moj oče je bil velik ljubitelj nekega klasičnega rocka. In pa se je to tako sam še razvijalo, pač spoznavaš novo družbo, že kot, bom rekla, adolescent, v teh najstniških letih in tako. In potem ena stvar vodi k drugi in pridemo do tega. Ti kdaj preizkusila na teh kakšnih talentih? Ali še prej omenjal pop delavnice, so izstrelile kar nekaj zvezd. Ja. Kaj pa ti si imela kakšne izkušnje s temi izbori? Nikoli v bistvu nisem imela niti želje. Potem, ne vem, nekako pač čutim vse, da imam drugačno pot. Tako da me te talenti in TV šovi, niti jih ne gledam, iskreno, me nikoli niso kaj dosti pritegnilo. Verjamem pa, da marsikoga lahko izstrelijo med zvezdami. Koliko ti pa Aleš pomaga pri tej tvoji poti? Jaz Fino ga je poznati, skozi to lažem, da bo boljš. No, preslej, da bo boljš. Hotel sem dodati, da tudi v bistvu s Partizani igramo neki opusa in od Krpanov, v bistvu, in od Agropopa, tako da v bistvu tudi vlečemo to nit naprej, v bistvu, glede te glasbe. Pa Karmen je takrat rojena, vedno prav, ampak takrat bi ona mogla biti v obdobju adolescence, s temu reče. Prepozno si se rodila. Ja, ker ona v bistvu ferica tam, kar jaz sem tam nekje 80s, 90s, tisto obdobje je v bistvu v glasbi, komu pa ni, približno jaz isto to pašem, In zdaj prav, zakaj nisem bila prerojena. Največ zgodil, nekako je bil tisti največji preskok, bom rekla, tako v glasbi. Tudi pač strani raznih zvokov in tako, ki jih prej pač ni bilo, recimo, ne vem, razni synthesizeri in take stvari so prišli. Ja, pa video se je pojavil, tehnologija se začela in je bil res takrat, meni je ful smešen, ker zdaj recimo doživljam, zdaj je spet zelo retro, 80s so spet in v redu, da eni bendi, ki so zdaj v bistvu mladi, probajo ta sound loviti, pa to zgodbo, kar je meni sicer čisto cool, ali bolj mi je še smešen, da bendi ali pa posamezniki iz onega časa zdaj spet delajo tisto, kar so delali leta 83-84, zanj sem poslušal Kylie Minogue. Vse kole je pa, da vidim Kvajl, jaz sem pač računal, da bo to ena tak modern pop štanc, In čist 80s komadi lobi bili iz onega časa, ki je izdala plato 84, 85, recimo, So šli prav zavestno spet na ta sound in meni tako, ko se še enkrat podoživljam zdaj, veš, ti si dal že vse to skozi
In zdaj še enkrat, ne? Fino, sem se pomlajšal, da je 30 do 40. Jaz sem pa tudi vesela, evo, da se vrača to, Ja, ta kar je meni všeč. nostalgija je zelo močna. Čemu to pripisujete? Neki bendi imajo reunione, polnijo dvorane. Ali Ja, ni glej. več prostora za mlade, nove? Sej so. Se je veliko tega mladega, ne? Ampak nekje se je, po moje ceni, sicer tam po letu 2000 idejno muska ustavlja in se v bistvu sam reciklira in meša v bistvu vse žive stile od 60, 70, 80, 90. Ne? Se bojite kdaj, da nam bo umetna inteligenca ustvarjala novo glasbo? Da vam Se bo- jo že. da Jaz vam sem bo- bil že na predstavitvi tega. Ja. In kakšni so občutki ob tem? Super je bilo, ker je upisal ta kolega, ki to malo bolj vlada, je najprej, kdo sem jaz. Ne? In mu je napisal, da bo naj naredi pol en komad, kar za mene, po nekih vzorcih. Ne? In jim je odgovoril, ja, da me seveda pozna, ne? Da jaz sem Peter Lušin, vodja skupine Bigfoot Mama. To je EA napisal za mene v štartu. Se pravi, ta Slovenija, Mečkene, ne, nimajo čist še podatkovno, niso. Baza še ni tako In močna. pol je nek komad sestavil, ki je bil pač nek miks Petra Lušina in Bigfoot Mame za mene. Tako da, Torej, do sem sva zaenkrat še prišla. ni skrbi, da bi Zaenkrat še umetna ne. inteligenca hodila v zelje. Ja, mislim, je scary, ampak tega se ne da ustaviti. Ne, glede to, da vemo, da nas vodijo više sile, ne, tako kot verjetno tudi vašo oddajo. Ne. Ja, Torej, vse vnaprej določen, kjer osmemo in tega se ne bo pa treba sodelovati. Ne. Je pa tako, da jaz mislim, da človeški faktor je vse en tist, ki ga nobena par umetnosti, nobena umetna inteligenca pač ne more nekako. Lahko ga preseže v smislu, da je bolj, ne vem, lepš ali pa a ne, nekatere stvari tudi, ne vem, par slikah, da so bolj čiste linije in tako, če gremo na to umetnost. Ampak vseeno se mi zdi, da pač človek doda nek tisti. Pa tudi, a veš, če gremo še Svojega, no. bolj direktno, a veš, kaj zdaj te že dekleta izdelujejo, ne, kaj boš, vedno dan boš, bo vsa prijazna, kaj želiš, fulje lepa, zrihtana skozi, to lažite, ne. To tudi s časoma Šlo dolža. skregati, ne. In zdaj, Ja. če jo boš ti pretegnil, ne, recimo, ne, čeprav to ni dovoljeno, ne, recimo, ne, dam ekstrem primer, ona so še zmer smejala in rekla, ja, kako si ti prijazen, moj prijatelj, dragi, ne, a ti pokažem mojo novo frizuro. Da, mislim, to bojo mogli, to bo še zanimivo, ne, kaj se bo dogajalo. Po drugi strani pa ta odvisnost od tehnologije, ki zdaj pravzaprav smo vsi pričane, pelje pa dejansko generacije, pripravlja jih od majhnega, ne, da bojo v bistvu popolnoma v tem nekem nerealnem svetu bojo, ne, so že z eno nogo, en, ki je cel dan v nekem drugem sistemu in to spremlja, pravzaprav je samo fizično prisoten v realnem svetu še, ne, z glavo je drgene. In bomo videli, ne, gre za kontrolo, seveda, ki bo, recimo zdaj je bilo heca, ko so se Avstrijci zbunili za digitalni denar, ne, so glasovali proti, da hočeš zmeriti keš. Se tudi Recimo pri že nas- ene vrste uporne, Ja. kar je v bistvu sicer pustimo zdaj v kolnarju, ampak pravi, da človek se ne bo čist direktno prepustil verjetno vsem tem kombinacijam Upajmo, kontrole, ker digital man je prva zgodba, ne. Pol je konc motoviljenja, ne, pa bomo za vsak to, kam imam, ne tolar, evro, Dinar, ki lipo, dinar lipo, bojo nas ne, ne, in zdaj se še čakamo ponovne 3 kazni, tako kot je na Kitajskem. Šel si čez rdečo, plunil si na cesto, Ne odvrgel si boš čip. mogel več v trgovino, recimo, ne, po hrano. To je scary, ne. Vse to so pač te, zdaj izgleda tako kot neki ekstremni scenariji, ampak seveda mi vsi računamo na človeški faktor, da se bo temu uprlo in da bo to človeštvo naprej še v neki obliki normalni šlo, ne. Smo pa zdaj definitivno v enem vrtincu, ne, kam nas bo pa izplunil, bomo pa videli, ne. Neko zdravo kmečko pamet, a ne bi rekli, agropopi verjetno. Ja, Na te- to računamo To bi vsi. bilo fajn, ja. Te je zmer manj, ja.
Kako pa se spopadate s to tehnologijo? Vseeno sta dve različne generacije, prej smo videli tvoj mobilni telefon, tvoj. Evo, najprej Karmen Lombal. Kako se boriš s tem, da se odklopiš, da se vzameš čas zase? Imaš da občutek, da smo neprestano prisotni na... Ja, jaz moram reči, kot sem prej predstavljala svoj telefon, da je pač ena nepogrešljiva zadeva pri meni, da pač nujno ga potrebujem vedno, ampak so momenti, ko dejansko se zavestno odločam, da bom odklopila in se tudi za 3 dni recimo odklopim. Pogledam enkrat na dan, če je še nujen klic bil in odklopim lih zato, ker drugače preveč padeš noter in sem opazila, da tudi druge stvari potem trpijo, ne? Če si preveč noter v tem. Je pa tako, da jaz, kar se tehnologije tiče, moram reči, da nisem lih napredna oziroma toliko hitro se to odvija, da sem že tista generacija, ki teži sledi. Vseeno sem jaz, bom rekel, odrasla še v obdobju, ko tega ni bilo. In zdaj drugače, ko bom rekel, ti otroci takoj, ne vem, je 2 leti star, pa dobi telefon v roke. Jaz še vseeno nekako pač nisem bila toliko ob tem, no, tako da... Meni bojo pa težko čip dali pod kožo. Vseeno, mogoče imam drugačno vprašanje zate, Aleš. Imaš pa hčerko, kako ste za njo vzgajala Luno? Vzgajala mi dve. Vzgajala Luno, to pa že bil čas tehnologije. Ja, ona kar raste s tem, ne? In vidim, da je, mislim, seveda sva gledala, da ni bilo to prezgodaj, ne? Ampak pač pol prišel moment, ker bo pač šla drgam to početne ali pa v drugih si sposod, pa bo litko visela, pa se pol začne neke skrivalnice in pač v nekem obdobju smo to nabavili in vidim, da precej korist te zadeve, ne? Tudi oni so čist nakonektani že, veš, to enkrat pravzaprav mesec nikoli ne zazvoni več telefon, pa ne, ker je vse okoli messagea, pa te zgodne in je meni tudi nenavadno, ne. Zdaj, jaz imam pa težavo, ker da tega mojega oldies goldies, ne, je pa message kar težko zapisati, oni so pa to že zelo in so pripravljeni za, v bistvu bi rekel, lažje jih bojo. Vodi. Ja, očice bojo, no, bolj nevodljive, ne. Ampak so pa tudi trenutki, no, ko jih preživi brez telefona, zdaj tako spadleš tam 20 ur preklopljena, ne. Ona je tudi na plesno pri Boleru je plesala neko let in to je bila čisto palena druga filozofija, seveda telefone stran, zdaj to delamo gor dol, tako da je nek pola zgodba, no. Ena zdrava. Je pa pripravljeno, vidim pa, da bojo pripravljeni, ker čas se zgodi, ne vem, kje imam to na Viču, ne, je že ono, Vič, čakaj, že Vič, Vič in moraš že, je že ulica, a veš, mi smo iskali ali pa vprašali ali pa šli table gledali, ne, zdaj je pa vse, se pravi, če jim to zdaj izklopaš, vzameš, ne vem, kad te leta okoli pa moje. Še zdaj, ko gremo na špile, se moramo potabljati. Znajti dostkrat, ker signal ne lovi. Ja, ona lik tam crkne, če gremo kam v nek manjši kraj, ne, recimo, je pa table pa še stojijo. To pa ostane, ne? Ja, vsa tehnologija za tej zemljevid pa gre. Še zmer, tako. Ja, neč, počasi smo prišli do konca našega pogovora. Lepo smo zapeljali to zgodbo, smo dali tudi malo zamisliti. Zelo tako tehnološko daje, ja. Jaz bi rekel za konc, no, da predvsem tebe, pa tvoje višje sile, kakor tudi nižje, bi še enkrat povabil 24. novembra v Cvetličarno, kjer bomo imeli en kup jubilejev, se pravi jaz 20, Partizani 60 in tako naprej, z fula gosti, eminentnimi, ne bom jih zdaj našteval, lahko jih pa tudi, če hočeš, bo poskrbljeno za zabavo, za fajn muziko, za show program in toplo vabljeni, mrzlo vabljeni, kakorkoli, ja. Pridite, da spogledati 24. november je vaš datum za zabavo. Tudi če telefon ostane doma, ne bo nič hudega, ne? Bo zabave dovolj. Tak, absolutno, vzemite si cajt, pa imate cel vikend cajt, da se sestavite do ponedeljka. Super. Zato je v petek, ne, sem nekje prebrala.
Zdaj pa čisto za konec, jaz pripravim za moje goste 3 take časopisne naslove, ki bi mogoče lahko napovedali, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnje. Pa pokomentiramo, če je možno, da bomo to kdaj brali. Pošlogamo, ja, tako. Evo prvi naslov. Klinar gre pred oltar, pela ima bo Karmen Klinc. To se velikrat postavi vprašanje, za njo nista poročena, ne za njo. Čakaj, za koga je to vprašanje? Ja, verjetno bi jo povabil, da bi pela na vajeni poroki. Ja. Ali je možno, da Anjo popeleš pred oltar? Ja, midva mava glede poroke zgodbo sam Las Vegas varianta. Aha, okay. Da se ga fajn nabiješ in da pol ne veš, odlutaš v cerku, plačaš tist. Prav, Karmen se bo v Elvisa oblekla. Pogledaj, Karmen Prislivo, ja. Aha, Karmen Prislivo. Vseeno moram povprašati, koliko časa sta pa za njo že skupaj? To je pa res ena taka, ko smo govorila po telefonu, sva rekla... Ampak so že čisti visoko, ki imajo veliko let. Ene 32 let v tej rundi, pa en let pa 3 mesece v srednji šoli. V 2 etapah je bilo. 2 etapa, vmes pa pauza, kar prav pride. Ja. In kakšen nasvet za dolge etape? Lej, če si skrb za skrb, si to sam veš, če si nekako toleranten, pa predvsem, če spoštuješ, kaj en drug dela, če razumeš njegovo delo, jaz mislim, to je pomembno, ker recimo z muzičarjem, če Anja ne bila muzičar, ni enostavno živeti, ne. Mi za vikende nas ni, nikoli nas ni takrat, ko bi bilo treba iz družino v hribe, pa nadomestimo to, kar še drug cajt. Smo pa po noč aktivni dosti. No, super. Mogoče pa to recept. Drugi naslov je pa takle. Rock partizani odhajajo na Eurosong. Bi kdaj... Rock partizani so, ko jaz še nisem bila po rock partizani, že bili na EMI. EMI, ja. Bi ponovili kakšen tak poizkus? Mi z veseljem, takrat smo se v bistvu šalili, če gremo slučajno na Eurosong, ki je bil takrat v Nemčiji, mislim, da. Ko bo rock partizani, bomo pa šli z vlakom, nas bojo oni napadli, več kar leta bojo psi, pa nas bojo, pa bomo mogli se nazaj odpeljati. Ja, tako da, vse to je bila šala, ne, kakor da je to drugi svetski rat. Lej, glede na to, da smo na Euroviziji videli že svašta, ne, od fajn muzike tudi konca, dobrih pevcev, pa tudi do dobrih šovov, ne. Mislim, da bi mi poskrbeli predvsem za to, da bi se precej od nas govorilo na tem Eurosongu. International že imel obetane, čeprav mi smo parti z Y, ne, ampak mar zelo, mislili smo mi za neki politično, ne vem, nekaj aktivni, ne, ta Y zamena za I in pol pride do diskusij. Ja. Kako pa spremljate EMO, Eurovizijo? V kakšne vode gre zadnje leta za vajen okus? Jaz sem včasih zelo veliko, to je bil tudi dogodek, tako doma bom rekla, ne. So se, ko sem bila še majhna, več družin se zbrali, smo gledali skupaj in navijali in tako. Tako da z veseljem spremljam, bom pa rekla, da zadnja leta mogoče mičkan manj, zaradi drugih obveznosti, veliko se je zgodilo, da lihko je bil ta glaven finale, smo imeli kakšen špil in tako da, ampak ja, definitivno si pa pol pač naknadno pogledam, zdaj imamo že razne YouTube in tako, da lahko pač pogledamo malo za nazaj, kaj se kaj dogaja. Jaz sem mogel biti letos precej pri stvari, ker je pevec skupine Joker Out. Letos smo navijali, ja. Ja, je moj sosed že od majhnega, Bojan, in smo bili v tem Eurosongu še precej pred Eurosongom, ne. Tako da pa sploh, ker so šli vsi, torej tudi starši in gledati jih prav dolne, smo bili na vezi in vse, tudi ko so bili v dvorani in smo v bistvu, je bilo kar težko doma spremljati, no, lažje bi bilo jih prav live tam gledati, ne, ampak smo pol trpeli in navijali z njimi, ne. Super. Najlepša hvala, da sta prišla. Jaz upam, da bo res en mega žur v Cvetličarni. A prideš kje okoli? Mogoče pa pridem. Ja, čakaj, mogoče, ja. Prid, boš poznala novega fanta. To me skozi gori. Vsak špil, ki gremo, Karmen, danes boš pa ti sigurno spoznala novega fanta. Posebej tam, ko gremo kamo učo, zdaj go dan boš videla danes pa boja. Kakšnega sigurno. Ja. Poglavno, hvala za obisk, res prijetno je bilo poklepetati z vama. Vse dobro vam želim, pa upam, da se še kdaj vidimo. Hvala, enako. In glejte, Šok Cast. In pridite na Rock partizani. Tako. Ja. To je bil Šok Cast. Hvala, da ste bili z nami. Čau, bau. Čau.